sem Jože Čuk, župnik v Sori in pri Sveti Katarini, to pomeni, da imam 2 župniji. In letos poleti, julija, sem bil na Madagaskarju pri misijonarjih Janezu Karmelju in Petru Opeki. Da pa sem šel na ta oddaljeni otok, ima zasluga družina Fortuna. Ne vem zdaj točno, kdaj je to bilo, ampak mislim, da je bilo še v času veroučne šole, da me je obiskala Eva Fortuna in je rekla, imam en nor predlog oziroma povabilo, a bi šli z nami na Madagaskar. To je bilo zame res presenetljivo. Res je, da poznam Janeza Karmelja, smo se srečevali, ga po svojih močeh podpirali že prej. Ko je prihajal sem na dopust, smo se srečali tudi v samostanu pri sestrah, ki molijo posebej za naše misijonarje na Madagaskarju. In jaz sem rekel, glej, to je kljub vsemu dolgo obdobje, jaz moram vprašati svojega duhovnega pomočnika, Toneta Česna. In Tone je rekel, da lahko grem, oziroma da me bo nadomeščal. In tako sem potem pristal, da sem, oziroma z veseljem potrdil to, da grem z njimi. To so v resnici bili slabi 4 tedni skoraj. Preživel sem jih v glavnem tako, da sem opazoval, se srečeval z ljudmi, z otroki, z našimi misijonarji. Najbolj zato, ker pač jezik je glavna ovira. Tam, kjer deluje Janez, praktično nihče ne govori francosko, razen redki. To pomeni, da so tudi zdravniki, se pravi družina Fortuna in Erik Michel, ki so bili navzoči na tem misijonu, morali po intuitivni poti ali pa včasih s pomočjo Janeza Karmelja, če je bil doma, skušali ugotoviti, za katero bolezen gre, kakšni so simptomi. Jaz sem pač maševal vsak dan, pomagal Janezu, kolikor je to mogoče, veliko ne, ker jezik je v resnici glavna ovira. Medtem kot pri Petru Opeki je drugače, v glavnem mestu njegovi ravnatelji oziroma v glavnem so ravnateljice, tu pa znajo francosko, ker Madagaskar ima 2 uradna jezika, malgaški in francoski. K sreči sem se francosko učil v času študija in tukaj pa sem lahko se dotaknil mogoče veliko bolj teh duš malgaških in začutil tudi njihov utrip. To je bil zame en izreden zgled požrtvovalnosti, nesebičnosti, strokovnosti, zato ker sem videl te razmere, ki so za naše pojme izredno težke, zahtevne, ker tam ni možnosti raznih analiz, pregledov dodatnih, tako da so jasno, že s svojimi pripravami, ko so tja ponesli ogromno zdravil in drugih pripomočkov, lahko pomagali, kljub vsemu. Oni so dejansko bili na razpolago noč in dan in na lastne oči sem videl, da so reševali tudi življenja. Tako da je to zame bil izreden zgled služenja. Ne poznam nikogar, da bi tako preživel počitnice, da bi s takim veseljem služil drugim ljudem. In se mi zdi, da je bilo za vse nas, to je bila velika potrditev, za misionarja Janeza, za Petra. Jaz sem pač bil, kolikor se je dalo, navzoč v tem življenju.
ampak kaj več pa nisem mogel pomagati. Janez Krmelj in Peter Opeka delata v za nas nepoznanih in nerazumljivih okoliščinah. Recimo Janezov misijon je v bistvu sredi ničesar. Tiste stavbe, ki so lahko marsikoga zavedejo, ker to so edine zidane stavbe v krogu, si upam reči, tudi 100 kilometrov. Ljudje živijo tako, kot so živeli tisočletja. Medtem ko pri Petru Opeki je stanje drugačno, on živi v mestu, kjer je za moje mišljenje stanje veliko slabše, zato ker je večja revščina, več kriminala, korupcija je sistemska, to pomeni, da praktično na vsakem koraku je treba nekoga podkupiti ali se bojiš. To je za nas nepojmljivo. In ena stvar, ki sem jo takoj opazil, je izredna vloga žene. To sem imel možnost opazovati in sem se veliko naučil. Tako pri Janezu kot pri Petru Opeki, morda pri Petru še veliko bolj, glavni sodelavci, na katere se res lahko zanese, eden in drugi, so ženske. Ker so na dnu družbe. Se pravi, kljub vsemu govorimo o patriarhalni družbi in moški, če smem uporabiti besedo, ki je uporabil Peter Opeka, je rekel, so kot troti. Oplodi samico in gre. Se pravi, nima, govorim na splošno zdaj, nima kakšne posebne vloge v družini, medtem ko ženska dela od jutra do večera, skrbi za otroke, te male ima na svojem hrbtu cel dan, tudi pri delu na polju, kjerkoli je. In pri Petru Opeki pa sploh. Ko je imel po nedeljski maši srečanje z ravnatelji svojih šol, so se zgrnile v ta prostor same ženske. Razen, Mežner je bil moški, pa nekaj šoferjev, ampak v glavnem ženske. In res predane, nekje se mi zdi, da so res doumele, kaj pomeni evangelij. Hkrati pa Peter Opeka, to sem pač videl na lastne oči, izziva te malgaše ali to kulturo predvsem svojo očetovsko držo, ker za njih je nenavadno to, da je oče sočuten, da je požrtvovalen, da se razdaja za druge, da je nežen. To je za malgaše, zlasti za te uboge, izredno bogatstvo. Sem to videl recimo in pred mašo in po maši. Peter sam je rekel, jaz imam 3 maše ob nedeljah. Najprej pred mašo spoveduje, to je rekel kar tam na prizorišču, potem je maša, ki traja 3 ure, pa po maši, ko se ljudje z njim srečujejo. Sam, da se ga dotaknejo, da se pozdravijo, oni živijo od tega cel teden. To je kruh, a ne? Ker je vsak na nek način povezan z njim. Ko sem jaz bil tam en dan pri večeri, mi je rekel, danes so mi pripeljali eno punčko. Policisti so jo pripeljali, ki niso imeli kam dati. Mi je rekel, jasno, da sem jo sprejel. Večerjali smo samo s sirotami. In jaz sem se čudil, kako je mogoče, da so ti otroci, ki so imeli tako malo ljubezni, prej v svojih izvornih družinah ali okolju, lahko tako, se upravičujem, da rečem, normalni. So srečni, so prepevali, se pravi, so dobili
res tisto očetovsko sprejetost, ljubezen. Ko so šli spat, so prišli se posloviti, kot se pride, ne vem, otrok od svoje mame in očeta. Skrbi pa od začetka do konca življenja za te ljudi. So posebne stavbe za tiste, ki pridejo, ki nimajo stanovanja, ki so sirote, ki jih moški zapustijo. Potem so domovi za ostarele. Skratka, tukaj res ne samo, da so hiše, je nov način življenja od začetka do konca življenja. Sveta maša s Petrom Opeko, se pravi s Kucumašnik, je res posebno doživetje, zato ker nismo vajeni najprej, da je jasno toliko ljudi, 6000 najmanj pri vsaki nedeljski maši, potem, da vsi sodelujejo. Nihče ni pasiven pri tej maši. Poje se, ploska, pleše. Imel sem tudi priložnost, da nekaj povem. Toliko znam francosko, da me je Peter potem še povabil, da sem spregovoril nekaj besed, tako da sem prišel še v stik z ljudmi osebno. Tako da to je res dogodek, ki se ga ljudje veselijo. To je bilo že pred mašo, je bilo praznično vzdušje. Ljudje so prihajali k tej dvorani najlepše oblečeni, resnično praznični dan, cel dan. In nihče ni gledal na uro, kdaj bo konec. Pri tej maši smo poslušali evangelij o pomnožitvi kruha in je Peter Opeka mi že prej povedal, veš, danes bomo pa jedli kruh. In ko je prebral evangelij, je nekdo odprl vrata te dvorane, več jih je, in ljudje s koši, velikimi koši, so imeli v teh koših kruh in ga razdelili vsakemu. In potem smo to najprej razmišljali ob tem, potem pa vsi to pojedli. In na koncu še pobrali koščke in doživeli to pomnožitev kruha. Ker kruh je tam res življenje. Torej, najgloblje doživetje tega mojega bivanja tam je, da se je razširilo moje območje družine, da tako rečem. Preko duhovnik pri vsaki maši reče in moli za cerkev razširjeno po vsem svetu. Ampak moj svet je bil tukaj, recimo Evropa, mogoče še, ne vem, Severna Amerika, kjer sem tudi že bil, nikoli pa nisem bil v Afriki. Kaj šele na otoku. In ko zdaj rečem, ko izgovarjam te besede, se vedno spomnim teh ljudi. To je cerkev. Se pravi, zdaj pa vem, kdo tam živi. In konkretno lahko vključim to cerkev, ki je razširjena po vsem svetu. To potem tudi nekaj skrbi sem prinesel, namreč Madagaskar je otok. Se pravi, je na nek način osamel. Ko smo mi živeli v komunizmu, totalitarnem režimu, smo kljub vsemu lahko pogledali čez mejo in smo videli, da to, kar govorijo naši voditelji, politiki, ni res. Da mi živimo veliko slabše. Ker smo lahko pogledali čez, oni pa ne morejo. Oni so na otoku, nimajo nikogar, da bi se učili konkretno od njega, razen od misionarjev. In zdaj vstopa v to deželo, recimo temu, en val zahodnega
površinskega življenja. Se pravi, mobiteli, internet. In jaz sem videl te anahronistične dogodke. Se pravi, živi v razmerah kakor 2000 let nazaj, vendar ves dohodek, ki ga je dobil, je porabil za mobitel. Zato, ker je to statusni simbol. Se pravi, čutim to nevarnost, kateri so izpostavljeni malgaši, da bodo preskočili eno zorjenje v kulturi, v spremembi. Se pravi, ta sprememba od življenja, recimo, vaškega, prvinskega življenja v eno poceni potrošniško družbo, ki ponuja, rekel, obljubo sreče na hitro. Čutim, da lahko pride do razkroja te družbe. In tudi marsikaj prihaja. In tega se v bistvu najbolj bojim. Podobno so doživljali tudi ostali misionarji, recimo Baraga v Ameriki. Ko so prihajali ljudje iz Evrope, so jih na tak, recimo, prevarantski način ogoljufali, ne vem, s kakšnimi ogledalci in svetlečimi stvarmi. Oni so jim pa dajali dragocenosti, kožuh, zlato in tako naprej, pijačo. Tudi tukaj je že veliko odvisnosti na Madagaskarju. Tako da zame je bilo to boleče, ko sem videl. Naši misionarji po svetu opravljajo izredno delo in poslanstvo. Najprej se mi zdi, da res skušajo s svojim življenjem pokazati, kdo je bil Jezus. Se pravi, ta skrb za uboge, pomoč. Jezus je ozdravljal, 1/3 evangelija je, kako je ozdravljal ljudi. Potem je pa tudi oznanjal. Se pravi, eno z drugim gre. Tako da se mi zdi, da so najboljši ambasadori naše domovine po svetu in njihovo požrtvovalno delo, upam, da zagotovo je pač zapisano v nebesih, ampak verjamem in upam, da bo obstalo tudi za prihodnje rodove.